SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo zdrav v novem podcastu, tokrat pa gostimo človeka, ki leti najdlje in to dobesedno, svetovnega rekorderja, ki je svetovni rekord postavil letos in to doma, v dolini pod Poncami, v Planici. Prihaja pa iz verjetno najbolj znane skakalne družine, ne iz Slovenije oziroma v Sloveniji, ampak ne vem, če je kakšna družina bolj skakalno poznana po celem svetu. Z nami Domen Prevc. Domen, lep pozdrav. Lep pozdrav nazaj. Evo. Ja, tebe se je splačalo čakati. No. Mislim, da so se pogovarjala takoj po svetovnem rekordu in takrat sem rekel, če bi pa želel, pa če se ti bo dalo, si pa lepo vabljen v podcast in ti si odgovoril prav. Ja, ker v bistvu SBC podcaste tudi sam vredno poslušam, so mi zelo zanimivi in pač takrat sem ti sicer odgovoril, tako kot sem načeloma vsem odgovoril, da se po velikonočnih slišimo in prav se spomnim torek po velikonočnih oziroma une dni me je še moja kregala, a nisi na dopustu, ker sem imel pač res 2-3 dni sem imel telefone za nazaj, vse vrtel, ampak tako da jaz sem vesel, da so se tudi mi da uspelo več zdaj. Hvala lepa. Nisem ti prej, ko sva se srečala, čestital, zato ker sem vse to prihranil za zdaj. Saj ne vem, kako se prav reče po vsem tem, kar si letos doživel, ampak sam kot gledalec, kot Slovenec sem bil izjemno ponosen, da imamo tazga športnika kot si ti, zato iskrene čestitke za svetovni rekord, za vse skoke letos, a je to najboljša tvoja sezona? Ja, mislim, če bil samo svetovni rekord, je to. Vse ostalo je samo še smetana dodatna, sladkorčki, ker mislim, ta svetovni rekord še lepo sem videl, ne, in ko te ljudje na Kilimandžaru prepoznajo in vidijo, rečejo, ti si pa zdaj rekorder, pa ti kar gledaš, od kje je zdaj to. Ampak ja, zgleda je to pač neka taka sprememba, neka taka pomembna stvar, oziroma kako se bi izrazil, pač nek tak mejnik, neke premikanje meja, ki se zapiše vsem v spomin, v zgodovino in tudi pač meni iskreno, meni to največ pomeni. Tisti dan v Planici, ko se je v bistvu vse izteklo, ne vem, tudi sam sem enkrat rekel, če bi imel režiserja pa scenarista, si verjetno takega vikenda ne bi mogel zamisliti, ne? Kako je v resnici, ko odskočiš, pristaneš, potem se pa vse zgrne nate, to, da je konec sezone, to, da si postavil svetovni rekord, to, da smo te vsi želeli vsaj za 5, 10, 15 minut, da nekaj poveš, se sploh daš čim primerjati ali pa pripraviti na to, kar je v bistvu te čakalo potem, ko si doskočil pri 254 metrih in pol? Mislim, pripraviti se ne moreš. Želiš si to enkrat doživeti vse, ampak ne vem, kako imamo mi Prevci to naštudiran, ker dokler si ti tam v unmu elementu, dokler si tam si v unmu attack mode, oddelaš, narediš svoje, ker jaz priznam, za mano je to prišlo vse skupaj en dan kasneje, ko sem se pelal gor na Soško planino, peš odpravo do vrha, tam sem sedel na klopco, pa sem pa kar začel dobivati solzne oči. Se pravi, dobrih 24 ur je minilo od mojega skoka, da je šele se stvar usedla, pa da sem začel to podoživljati. Ker res, toliko veliko stvari se zgodi in vse, da pač enostavno možgani izgleda, da reče, zdaj to deli do konca, to vse, pa je pa šele prišlo to za mano. Kolikrat si pogledal ta skok? Polet. Pa sam ne velikat, po moje enkrat, dvakrat, ampak več je bilo poje radovednih ljudi, ki so me sprašvali, če jim lahko to pokažem, če imam jaz kaj to, ampak ne vem, pač jaz sam sebi si lahko ta pravo ptičjo perspektivo zavrtim še vedno, ker pač to se vseda spomin, zasidrani not v SD spomin nekje v možgane in tam bo ostal gotovo zavedno. A veš, Slovenci velikokrat tekmujemo, ne vem, z Norvežani, Nemci, Avstrijci v teh dolžinah. A je to, da doskočiš pri takšni dolžini v Planici, v resnici še več vredno, kot če bi na katerikoli drugi letalnici? Ja, sigurno je Planica, pač ko greš za nazaj seštevati stvari, da prvi Slovenec v Planici, svetovni rekord, zaključek,
pač tako, res, če bi probal najbolj nor scenarij napisati, ne bi tak prišel ven, tako da res ta planica, ta doprinos, ki ga daje, pa da pa ti uspeš na nek tak način vrniti, to je res nekaj najlepšega. Ena stvar se mi zdi res zanimiva. Ko fantje v skokih, naprimer, zmagate, se mi vedno zdi, da ne glede na to, iz katere države prihajaš, pa se morda bo v Norvežanih pol kakšno rekla, ampak vedno so tako veseli za vsakega zmagovalca. Se mi zdi, kot da pri vas je rivalstvo do zadnjega skoka, ampak potem pa vedno vsak pride čestitati, objet. Poslušal sem izjave od avstrijskih skakalcev, vsi so rekli neverjetno in seveda kdo drug kot Domen Prevc, naprimer. Ne. Se mi zdi, kot da ni bilo slišati niti malo nevoščljivosti, ne glede na to, da ste pravzaprav pokorili vso skakalno konkurenco Slovenci. Ja, pač pri skokih je tako nekako, da vsi se na koncu, če smo realni do sebe, se zavedamo, da največji sovražnik je v vsakemu izmed nas, vsakemu glava funkcionira, če svojo glavo znaš ukrotiti, naštudirati, kaj skoče, znamo si dober, pač na treningu znaš vse pokazati, sam pa, ki bo vse tekmovanje, vse, kar prinese to za sabo, če ti znaš svojo glavo ukrotiti, vse to nekako neko energijo spraviti, ki ti prinaša metre, se vsi skakalci dobro zavedamo, da je to prineša. In ko vidiš, da nekdo uspeva, da tudi če nekdo drug zelo dobro skače, si vesel za njega, upaš, da bo to, kdaj tebi uspel. Pa ja, seveda, rekord je pa nekaj tazga. Tudi jaz se spomnim, še danes se spomnim Krafta, ki je naredil rekord, smo bili vsi veseli, ker pač vsi živimo za to, delamo za to, pa če samo enemu uspe, smo res, ker pri nas ni tako, da bi vsak posebej, ne vem, ko bi rekel, zase, tudi nacije, velikrat skupaj po istih hotelih spimo, velikrat gremo skupaj ven jest, na istih avionih letimo, ne vem, v savno gremo velikrat skupaj, se tam zgovarjamo, norca delamo in mogoče ta rivalstvo na ven izpade kdaj tako, ampak v resnici smo pa na koncev nekako še zmeraj znamo biti vsi kolegi, še zmeraj znamo iti vsi skupaj na pijačo, pa smo veseli en za drugega, če vidimo, da nekdo res dobro skačemo, vsi prvošmo. Kdo je največji model v karavani smučarskih skokov? Največji model? Mislim, da čisto odvisno, kaj prije kdo, ampak odvisno od stanja, ampak zdaj Čofenik je bil kar tak model zadnje leta. Zna se pohecati, zna biti prijazen, zna se obrniti, zna biti gentleman. Čas pa seveda, ne vem, ali pa recimo Kobayashi, tudi tak model karizma. Ja, Kobayashi tako, mogoče na prvo žogo zelo tak, ko bi rekel, vzvišen deluje, poš. Pa japonsko hladen, naprimer, nam gleda. Ja, ali pa japonsko, ampak v resnici pa en tak zelo prijeten gentleman, ki ga malo spoznaš, ko greš z njemu malo ven, vidiš, da je zelo pozoren na vse, na malenkosti, ko primeri, ko nekomu zmanjka vode v kozarcu, gleda, ti natoči, prtička skrbi, da so, pribor skrbi, da imaš, vrata odpira, plašče drži, pač take malenkosti, ki na prvo žogo mogoče mu ne bi pripisal, da to ima on v sebi, ampak še vedno pri skokih je tako, pač šport neka vzgoja, vse mora biti, nek background mora biti. In pa vsake toliko cajta te to spomne, da ja, pač tudi ti si nekako vzgojen na ta način, tudi tebe, če bi ti preveč ego zrasel, te hiter štrafa po rezultatih nazaj dol in da je Rojo Kobayashi pa Čofenik sta taka največja zdaj modela v karavani, Čofenik pa sploh je tak, zdaj sicer ne zna več tako dobro slovensko, ampak mu je pa všeč, da ga mi vsake toliko cajt kakšno besedo naučimo še. V Planici pozdravil se mi zdi, da je pozdravil po slovensko, pa so bili pa vsi navdušeni. Nažalost ne morem mimo tega vprašanja, sploh zato, ker je pa letos ta sezona bila ob vseh uspehih, ki ste jih fantje dosegali, ne, in dekleta, da ne bom zdaj tukaj krivičen, en velik madež. Tega nismo bili vajeni, sploh ne v smučarskih skokih ali pa v smučanju, ta norveška afera. Zdaj, ko imaš malo več dni od tega, kar se je zgodilo, a drugače gledaš na vse skupaj? Ali ti je v bistvu bolj vsem? Mislim, po eni strani je zelo egoistično, da mi toliko vsem, kad mi je, ampak ne vem, ker pač golfalso ne razumem čist principa, zakaj bi to poj še počel,
ko so v bistvu fanti vedeli, da so jih dobili, so še vedno šli ali so bili toliko prepričani sami vase, da jim pa njim ne bojo na domačem prvenstvu tega onemogočili, da jim bojo vzeli te rezultate, ampak pač kakor se je stvar odvila, je težko, pa tekmovalci svojo takrat, ko potegnejo, gotovo so zaupali trenerju, da bo vse šlo čez, da bo vse štimal, ampak če se v njihovo kožo postavim, po en stran mi je malo tako žal za njih in vse, ampak v drug stran pa še zmer stiske oblekel v dres in pač tak mladež na skoke metati, toliko egoističen biti, toliko verjeti sam vase, prepričan biti, da tebi pa nihče nič ne more, mi je pa tudi zelo grdo od njih, ampak po drugi strani pa zdaj so sankcije kar hude, videli bomo, ko so razpletali, to še nimamo čisto informacije, kako bo, ampak mislim, da bo pa na dolgi rok veliko to doprinesel na skoke, vsaj upam, no, pa da bojo probali te skoke malo približati, poenostaviti, da tudi gledalcem jasno, zakaj je on diskvalificiran, kako je zdaj to uno tretje, ker se mi zdi, da je zadnja leta sploh to ratalo toliko po domač rečem banalno, da ne vem, je nekdo diskvalificiran, pa poj spet ni, pa poj da bi bilo malo bolj jasno, da tudi mi skakalci malo bolj umirjen skačemo, da se skozi pač, da ni tako kazaj, da nis prepričan, a bo zdaj tako, a bo on zdaj tako meril, a bo on tako meril, pač da si lahko umirjen, da skače, da si sfokusiran, da nima še enega dela poje dol, a je to, a ni to, ampak pač, ker definitivno smo, pač si na limitu, ne vem, ti malo skušaš, pa je dres hiter prevelik, ali pa se dres malo raztegne, pa nisi pozoren, ne preveriš to vsak dan, pa je hit poje spet prevelika, ne, ampak to, ko so pa Norvežani počeli, bilo pa res, za moje pojme over the limit. Ravno prej, a veš, ko sva govorila o tej povezanosti, a misliš, da bo za te fante težko priti pol nazaj zdaj, na poletno sezono, pa pol zimsko, ker v resnici vsi vejo, kaj se je zgodilo, tle ni, da še bomo malo pogledali, ne? Ja, jaz mislim, da bo zelo težko in tudi ta princip, ker zdaj, pa če v Zakopanah smo imeli tekmo, povabljeni so bili, ampak so se odpovedali te tekmi. Se upravičujem. Že v redu. In ko bi rekel, se zavedajo, da so ga tudi sami gotovo posrali in da bo tudi njim težko, ne. Jaz upam, pač, jaz bom probal imeti nek normalen odnos, pristop, se pogovarjati z njimi, kakšen je njihov vidik, probati jih razumeti, skozi pogovor, jih nazaj pripeljati, ker zdaj ne vem, pač Rusov ni več, zdaj če še njih odrežejo, ne, je kar velik manjko poje tle v svetovnem pokalu, tudi konec sezone se mi zdi, da je bil kar velik manjko in pač konkurenca je sigurno dobrodošla, da en drugega naprej pušamo, ne sicer na tak način, kot so imeli, ampak Lindvik, Forfang, Stafantak sta že pokazala, da znata zelo dobro skakati in pač, če prijeta nazaj, povesta njihov vidik, pa nekako se upravičita, jaz bom vesel, če pridejo nazaj, ampak bo pa definitivno ta atmosfera, vibe bo zelo čuten iz štarta, ampak poj pa upam, da štartamo. Mislim, da nadaljujemo, pač nek bo treba štartati, ampak pa da nadaljujemo nekako skozi pogovor, pa neko druženje normalno naprej. Te drese, ki si omenil, res se mi zdi zanimivo, naprimer v Lillehammerju, ne, če se ne motim, so tudi pri tebi izmerali, češ ni ustrezen dres. Pa si skakal z njim že, ne, naprimer, kako, rekel si, da bi tudi vsi navadni gledalci razumeli, kaj je bilo zdaj krivo. Kaj je bilo, naprimer, krivo tam? Tudi trener letos Hrgota je dejal, ok, to je tudi malo nenavadno, 2 dni skačemo, 3. dan po 3. skoku, isti dres, ki je bil že v redu, kar naenkrat ni v redu. In to smo letos res imeli velikrat občutek, da sploh Slovenci, ne, imate s tem težave, naprimer. Ja, pač to je bilo pri meni konkretno, merili smo velikrat popoldne, ne, popoldne imaš obsega sploh na trebuhu, ki si malo bolj poln, je pač večji, tle imaš pa manjerski prostor 2 cm, ne. In če nisi v teh 2 cm, oziroma pač, če nisi tam noter, da imaš dost obsega plus 4 cm glede na obseg kože, če ne dosežeš to, a ne, lahko nima veze, 1 cm premalo, 2 cm, imaš 3, pa si diskvalificiran. In meni je tam konkretno, zdaj se točno ne spomnim, kakšne so bile, ampak mislim, da mi 2 cm mi je zmanjkali in pač
Jaz sem tak, če mi pokažem vlej, pa rečem, ok, bomo popravili do naslednji, se opravičujem, ni fair do ostalih, sem diskvalificiran, v redu je. V Visli je bila dosti podobna zgodba, sem je tudi prevelik dres, ampak pač, če ti pokaže, le prevelik imaš, ne, sploh nedeljska tekma v štartu, te še malo bolj pobirajo te živci in vse, tako da pač je treba biti pošten, fair, tudi če vidiš, pač to je stvar tega, da nisi bil pozoren, da je bil pač res prevelik, si rečeš, le, pač nastavi si ogledalo, le, ni fair, poprav naslednjič, to pa to bo pozoren, na tak način se meri, da boš naslednjič v redu. Z tega vidika pač, jaz sam pri sebi vem, pač skozi vikend tam malo manjka, treba je biti pozoren, mogoče v petek imeti malo premejhen dres, pa imaš pol nedeljo ravno prašega, ker živci ne se delajo svoje, mogoče ne delamo še kakšne pol kile manj, pa se glih toliko poznati, da ne boš dolgo noter poje, toliko centimetrov, kad rabiš. No, zdaj pa tisto vprašanje, ki si ga pa tudi sam največkrat postavljam. Ne? Če imaš na začetku vrhunske skoke, naprimer, vse gre odlično, potem se pa nekaj zgodi. Isto si treniral kot vsi ostali, ali pa kot sam na začetku sezone, imaš dres, ne, ki ga uporabljaš ves čas, potem se pa nekaj obrne, vedno skakalci rečete, v glavi je vse. Kaj je to vse v glavi? A je to nam težko razumeti ali pa razložiti? Morda? Ja, fajn bilo, da bi to tudi nam kdo, da bi dal recept, kaj spremeniti. Ampak jaz sam pri sebi drugega, ker to, da drilaš, pa da življenjski slog prilagodiš skokom, še nisem gotovo drugega recepta, da se z tega ven spraviš. Ampak je res tako hiter, kakšen kliker naredi in ti obrne iz dobrih skokov na slabše skoke. Ampak jaz kar se pogovarjam, tudi noben še ni na gruntu, ker feelingi so feelingi in če ti samo ena stvar te malo zbega, pa če ne najdeš hiter pravi poti nazaj, da mogoče malo fokus begaš, da iščeš, če iščeš kje druge, da je problem kot pa v tebi, ne vem, da marsikdo pa začne iskati z opremo in se tam zdaj štrika in tle je fino pri skokih, da velikrat je boljš, da ego malo popustiš, pa da ta prvo sebi rešitve iščeš, pa ker si pri sebi pripričan, da ni več, pač da si ti vse naredil, da si ti maksimalno noter, pa mogoče kaj opremo pogledaš, da ni glih, da imaš prioritete in pravi vrstni red poštiman, pa tudi, da si sam do sebe realen, a si za vse naredil, pa to ne vse naredil trening. Trening je pač tako osnova, trening je pomeni, da se ti pripeleš na šiht. Kako boš pa ti naprej dan spelil, a boš poskrbel za regeneracijo, za prehrano, za počitek, za opremo, da imaš lepo preštimano, pripravljeno, očiščeno, da imaš mentalno glavo pripravljeno na naslednji dan. Take stvari so pa tiste, ki te pripeljejo oziroma peljejo naprej, ker trening je pa res, pač je res samo tista osnova, ki jo moraš tudi z glavo biti, napredek delati, ampak če samo to, pa da greš po treningu, da ne poskrbi za regeneracijo in za to, da imaš neko kvalitetno prehrano in počitek, pa da si mentalno čist drugje, tudi ne bo nekega napredka. Zdaj si mi dal eno dobro istočnico. V tem studiu sem klepetal s tvojim očetom, pa z tvojim bratom. A si poslušal podcast? En del sem ga, nisem pa še celega. A sta dobro govorila? Pametno? Sta pametno. Očeta nisem navajen tako govoriti, ampak zelo zanimivo. No in on je rekel, ker sem ga vprašal, in kaj Domna čaka v naslednji sezoni, je rekel, jaz verjamem, a ta del si slišal? Ta del sem slišal. In zdaj pod vprašanje, katere stvari si pa ti ob skokih torej še imel, če si se pa zdaj res odločil, da zdaj pa samo skoki? Ja, imel sem še zraven projekte, neki se še pele naprej, neki smo opustili, neki propadali, ampak jaz sem tak človek, da mene zanima poleg skokov, predvsem veliko teh stvari, ki imate goste v tem studiu, ki se z njimi ukvarjajo, tako da ti zelo rad raziskujem, gledam. Me zanima, me interesira, me te procese zadnji, ki mogoče ljudem ne dišijo glih, ampak mene pa glih to zanima. Na Discovery je bilo dolg časa se predvajal, sem gor rasel How It's Made. In pač meni se to zelo fajno tisne, tudi imeli smo tam nasprotno naše šole, je domel, ki so nam tam
fabriko, kako se reče po slovensko, tovarno kazal, ko so imeli že takrat robote in vse napredne stroje noter, clean room noter, ko ti kažejo te procese, mi ni nekako to zanimivo, ne. Seveda so zadnje neke motivacije, tudi finančnega vidika in vse, ampak predvsem to, te procesi, te zanimivi deli motivirajo moje možgane, da me pustijo zaposlene. Ja, zdaj te moram vprašati, se veš, a lahko kje kaj pogledamo, kaj je tisti drugi del, ko Domen Prevc ni na skakalnici ali pa na treningu? Mislim, A ta studio je v redu, tukaj lahko se pohvališ, tukaj lahko malo vprašaš kaj, ne, veš, pa pridejo tudi drugi gosti pa reče, to je Domen zadnjič rekel, mi pa imamo to, ne, mu lahko kaj pomagamo. Ja, v bistvu sem zraven pri IT firmi, delamo security, predvsem na blockchainu, ampak pač ta stvar se odvija, predvsem so po svetu šli iz Amerike do Indonezije, ampak to posamezni projekti pri posameznih podjetjih, je zelo mlada firma, počasi se obrača, veliko počasneje, kot smo mi mislili, naivni mulci, da je to zdaj šlo hitro se obrnili, pa bomo prodali, zapakirali, je en kup papirologije, sploh kaj priješ enkrat na ameriška tla, pa je še zveš, da traja povprečno 5 let, da ti nabereš papirologijo, licenco za vse, lawyerje in da dobiš to, kar rabiš, pa to, kar si zamislil, da boš ti imel v 14 dneh rešen, tako da pač stvar se odvija, vmes imaš sicer pomisleke, kaj, kako, ampak treba je zaupati, treba je verjeti, ker na koncu, če pustiš sred projekta, vse nimaš nič od tega. In pač ta stvar, drug del je dober kripto mi je tudi zanimiva scena. Vem, da veliko ljudi v tem studiu ni pristaš tega, tako da, ampak meni je pa princip mi všeč, zdaj sicer je tudi tako, ne vem, kam se bo stvar obrnila, ne vem, kam bo šla, ampak zanimiv, kako pelje, tudi Amerik so dokaj navdušenja, to tudi z ETF-i so zelo dobro podprli stvar. Čeprav zanimivo, veš, pri nas so pa ravno zdaj rekli, oziroma finančni minister, da ne bomo več ta davčna oaza in da bo 25% davek na dobiček od kriptovalut. Hkrati pa minister reče, to je, kot si sam rekel, najbolj nevarno vlaganje, ampak tudi sam imam nekaj v kriptovalutah, naprimer, ne. Tudi sam imam, no, ampak ves čas upam, da bo nek ta bum, pa imam občutek, da sem ga zamudil, no. Mislim, na dolgi rok so še kaj odprli, naprej delali, zdaj taki donosov gotovo ne bo več, kot so bili, ampak tako, če pogledaj zgodovino Bitcoina, sama zgodovina je zelo zanimiva, kako so štartali, kaj se je počeli z njim, kakšne mahinacije so bile, mogoče zaradi tega tudi tak grenek priokus, zaradi Silk Roada, pa je Mt. Gox, kako je propadel, pa je si imel FTX, Sam Bankman-Fried, kakšne mahinacije so tam imeli, pa kako je isto tam ameriška vlada, vse, pač čist klin dečko, starša, izobražena, vse, on isto, zdaj so imeli pa oni enega angelčka tam, ameriška vlada, ki bo zdaj kripto prikazal pač na svetel način, pa da se ti ta dečko tako obrne, mislim, res je en kup takih čudnih zgodb tle zadaj, ampak jaz upam, da je to pač stvar povoja, da smo pač tam nekje, kot je bil internet v 90-ih letih, ampak bomo povedali, kaj prinese, ziher ni nič danes, tako da videli bomo, ko se stvari obrnejo, kam bojo šle, in pač upam, da se nekako uporab, ker je pa to pač zapis, ki mogoče kaj prinese dobrega za prihodnost, ampak Bitcoin kot denarno sredstvo težko si predstavljam, zaradi tega, ker vsi vemo, da inflacija je pa ko bi rekel, hudičeva mast za gonilo ekonomije, ako se izrazil. Pač potrebujemo jo, da denar dajemo od sebe, da poskrbimo, da krož, Bitcoin pa tega ravno nima, ker ima fiksen, ko ga je, omejen, in mogoče ni glih najbolj primerno sredstvo na dolgi rok, da bi res sam to uporabljali, ker pač, kot pravim,
potrebujemo inflacijo, da spravimo denar od sebe, da te malo zaboli, ko pogledaš letna poročila, koliko si zdaj manj, koliko ima tvoj denar manjšo kupno moč in da ga malo lažje daš od sebe. Ne vem, če sem kdaj s kakšnim športnikom že govoril o investicijah in tu je zdaj naslednje vprašanje. Jaz sem pa mislil, da skakalci vendarle ne zaslužite toliko veliko, ne. Nogometaši, košarkarji, kaj pa vem, ne, potem tenis, kolesarstvo, ampak smučarski skoki pa res ne veljajo ravno za šport, kjer se vrtijo veliki denarji, no. Mislim, saj niso zdaj neki denarji, ampak če sprijem pa z leta na let nabiraš, pa če nekako ne zapravljaš sprot, pač hitro lahko zapraviš, ker mogoče pri drugih športih to glih ne moreš. Ampak pri nas je pa, ne vem, v redu zaslužiš, sploh če je v redu sezona, če imaš nekako zelo dobre rezultate, pa nekako, da imaš sponzorje, ki te zadnji pokrijajo, ampak mogoče je glih to ta princip, da se malo več izobražuje, zanimaš, če imaš neke finančne ambicije malo više, da še malo pogledaš kakšne druge opcije, kot pa samo šport. Mogoče ni glih to najboljš, ampak ne vem, pač ali daš prosti čas za to, da neke serije pa to gledaš, ali pa tak, ne vem, da se nam grdo izrazil, tak človek kot jaz, da te te stvari zanimajo, da raj tle kakšno minuto investiraš. Mogoče pa je moje mali jezik, ker sem res mogoče tudi na dopustu, ko se usedem zraven na bazen, na ležalnik, bom še vedno prebiral, gledal, poslušal kakšne take podcaste, se izobraževal. Pač čim več teh informacij rad nabiram, ker če ne drugače bi rad neko podlago za po karieri enkrat zgradil. No, vse to sem hotel vprašati. Je morda brat Peter tukaj bil nek tak opomnik, da ko je enkrat konec, je pa v bistvu konec in moraš biti na to pripravljen. Saj ti imaš še 10, 12, 15 let, ampak vseeno. Ja, nekako bi se rad preštimal, da imaš lepe istočnice, da imaš odprte vse opcije, kaj bi počel, kaj lahko počneš, če te mika kakšno firmo nares, da te nekaj res toliko potegne, da imaš pa neka sredstva pa zaledje, da si lahko to prvošeš, pa da mogoče prva leta, če rabiš kaj razviti, da imaš ti pač sredstva, da lahko to razvijaš. Nekako, da ti ni žal, da je ta denar šel v prazno, pa da nekako šparaš, na kraj daješ, probaš še to malo plemenitati, pa da niš požrešen in lahko kar nekaj ustvariš v teh letih. Pač v 9 letih pa že nekaj našparaš, no. Malce sem izzival od tvojega očeta, no pa tudi Petra, ne, glede na to, da imate družinsko podjetje, če že ve, kdo je naslednik, a se morda tam kaj vidiš? Pismo, težka bi bila, ker pismo prodajalec pa z ljudmi jaz priznam, da nisem tako dober kot z računalnikom, pa z kakšnimi grafi, pa s kakšno svojo miselnostjo. Ker tam za ljudmi delati, ki pridejo v salon, pa zdaj, da ga ti prebereš, pa da mu znaš svetovati, pa da mu znaš lepo povedati, pa da se znaš z njemu povezati. Nisem tak mojster kot moj oče, ker moj oče, ne vem, tako kot jaz gledam, ali pa ne vem, veliko enega kolega imam tam na prvrtaču v salonu, se kdaj ostavim, pa kako on svojim strankam obdela. Jaz sam pri sebi zelo bil egoističen pa naiven, da bi mislil, da sem jaz tako dober. Tam mogoče kdaj bom, mogoče me kdaj kaj predstavim, ampak v tem momentu se tam glih ne vidim, mogoče kakšen background prej, ampak Kaj pa pot, ki jo je Cene izbral? Ta je pa še bolj zahtevna, ker si pa, to ga res občudujem, ker če mi kdo reče pa jamra, ali pa ne, če si jaz kdaj sam pri sebi mislim, da sem pa premalo spal, zdaj pa česa ne morem, ali pa ne, da sem se dan prepozen odpravil v postlo, pa da drug dan ostanem, pa se smilim sam v sebi, pa kvam zdaj moram je tlaufati, pa to, pa se sam spomnim, da imam enega brata, ki je pa še mogoče 6krat bolj aktiven kot jaz, pa ima še kakšno uro spanca, gotovo manj kot jaz danes, pa bo glih tako šel v kavarno podelati, in mi poje mogoče meni malo lažje, ampak on je pa res tako zelo priden, tudi mogoče celo nek vzor, tako, kar se tega tiče. A si že imel čas ga je tudi poslušati na stand-up?
Ne, nisem še imel čas, ampak to bilo pa pošteno, da si vsaj toliko časa vzamem, da grem poslušati, da vidim, s čim se sploh ukvarja. No, tvoj oče je rekel, da je to težka služba, ne? Da ga je poslušal, pa sem rekel, da je bil dober. bom počakal še na tvojo oceno. Zdaj, omenil si, če včasih jamram, ravno danes ste začeli z suhimi pripravami, se to tako reče v bistvu. Ja. Kaj to pomeni? Da ko prideš iz dopusta, je treba pozabiti vse to, kar je bilo, ne vem, še včeraj, ko si lahko spal, študiral grafe, od danes naprej gre pa spet za res, vse do naslednje planice. Ja, po bistvu sem jaz tak čuden tič, da tudi na dopustu, ko sem bil, jaz sem rad zjutraj sem ostal, pa šel odlaufat, da kljukco narediš, nekaj sem naredil dan zase, pa tudi ne glede na to, kako se dan odvije, da imaš poskrbljen tudi za svojo fizično aktivnost in ampak ko priješ pa nazaj, so pa res tisti za resni treningi, prideš, pa vse nekako smo to kupelani, veš, kaj te čaka, glava je pripravljena, za štarti se nekako že komaj čakaš, mogoče so pa treningi malo tako, da priješ nazaj v rutino, ampak pa z veseljem priješ, z veseljem na obraze, poznaš se, kaj pohecaš, pogovoriš, kako je kaj bilo. Kdo je najbolj užival letos od vas na početnicah? Pa ki še kar uživa, Žak Mogel je v Vietnamu. Karte imel od 7. aprila do 7. maja, tako da... To trener dovoli, da kdo zamudi na prve priprave? Ja, ampak je šel v režiji z enimi drugi trenerji tam, tako mislim, da je že kaj tam naredil, ampak vse pri skokih je tako važno, da, kot sem razlagal, saj, če ti priješ nazaj, tudi če je še en dan kasneje to, ampak važno je, da ti priješ mentalno pa pripravljen, da pa zaštartaš, koliko se zagre, ne da priješ nazaj, pa priješ samo na kljukce delati na treninge, ostalo ti pa ne štima in pa če je rekel, tudi če je še en teden kasneje začneš, samo takrat, ko prideš, da si tle, pa to ne pomeni tle na treningu, to pomeni tle, z glavo, mentalno, prestvari, da delaš, koliko je treba, da imaš dneve zapeljane, teden zapeljan, tako da je dejansko nek napredek, da poješ štartaš sezono, koliko se zagre. Tvoje praznjenje glave pa priprava na novo sezono je bilo tokrat v Afriki, ne? Prej si rekel, celo na Kilimandžaru so vedeli, kdo sem. Kakšen izlet oziroma dopust si izbral? Ja, ta dopust je bil zanimiv, ker sem se, na svetovnem prvenstvu sem izkenslal na Lomboku, eno vilo sem izkenslal, da je nekdo zakupil, pa jaz gledam, kaj bi zdaj jaz to vzel, pa sem mi dal opcije druge datume, sem rekel pač, najraje bi takoj šel po Zakopanah, gledam, pa že prej sem jo v Tanzanijo gledal, in pa sem res njega dol najdel vodiča, tam je organiziral se, poslal, koliko bi me to stalo, pa sem rekel, da grem, res to me je toliko navdušal, malo sem prej video posnetkov gledal, jaz to rezerviram, pa kmalu potem sem se spomnil, da je pa prišel od Selakoviča podcast, ki so bili pa isto dol v Tanzaniji, sem rekel, to je to, v redu. Dobro sem rezerviral, fajn sem imel in pač pridem jaz dole, ne, pa jaz se skrivam tako, pač vse sem pričakoval, da bojo živali in vse, ampak je tista narava, vse okol, oni Serengeti, prostranstvo, ki se ne zavedaš, da je to tako veliko kot je, da je, en park tam velik 3/4 Slovenije, mislim, res noro, res fajn, tudi malo kulturo spoznavati, videti, na kakšen način dol ljudje razmišljajo, si malo razložiti tudi kakšne stvari, kakšne predsodke, ki jih imaš tukaj iz Evrope. Ampak ja, jaz sem zelo užival, priporočam vsem, mogoče ne glih mladim družinam je fajn, malo počakajo, ampak je pa neko doživetje, ki si ga vtišneš in zapolniš in bi sigurno šel še kdaj. A te lahko vprašam o enem tem stereotipu, ki ga imamo, pa bom najprej sam svojega povedal, ker sem tudi bil na tej poti. Takrat so rekli, da bodo ubili nekih 5 slonov, naprimer. In meni so se sloni seveda zasmilili, ker mi tukaj dol gledamo, mislim tukaj gor, čez sloni so narava, pustimo jih pri miru. In potem so mi razložili, da ti sloni gredo ven iz parka, ker park seveda ni ograjen, in pohodijo vse tisto, kar oni vzgojijo tam na teh nekih njivah. In za njih so sloni tako, kot so naprimer pri nas divje svinje ali pa srnjat. In šele takrat sem razumel, da oni na slone naprimer gledajo drugačno. In potem rečeš, ne moramo vedno soditi naprimer drugih ljudi, če ne vidimo ali pa vsaj poskušamo razumeti, s kakšnimi očmi sami gledajo.
Ja, dejansko je tako dol, ker tudi ko greš, ne vem, žirafe vidiš tudi marsikaj izven parkov, tudi, ne vem, slona smo tudi videli izven parkov, ostale živali, tudi nilski konji so tam izven parkov, mogoče malo tako ti nenavadno, ampak pokaj z domačini govoriš ti na nek miren način, ko vidiš v njegovih očeh, da je to čist nekaj normalnega dol, tako kot je tle, da vidiš srno na polu, se pa si nekako, pa se res je to tako, ne, pač to so tiste živali, ki so od nekdaj bila dol, da so jih v svoje okolje spravili, da niso za ljudi moteča in pač en njihov glavnih pridelkov je dejansko kmetijstvo še vedno. Tam se razvijajo, imajo veliko kave, banan, veliko takih surovin, ki jim prinašajo pač enostavno neko preživetje. In zdaj, če jim to res dela škodo in vse, jih jaz totalno razumem, da pač odstranijo nek presežek. Pa tudi slonov, jaz sem mogoče grdo slišal, slonov pa je na koncu, ti niso več tako nenavadni, ko si en teden dol, ti tako, slon. Prvič ga vidiš, slon, gor dol, ampak po enem tednu, ko vidiš, da to ni nič posebnega, pač, da to je nekaj navadnega, da vidiš slona v Afriki tam, se pa tudi navadiš in jih popolnoma razumem. A je Kenic oziroma Kenika bila tista, ki te je prepoznala, da si svetovni rekorder ali kakšen od turistov? Od turistov nek gospod iz Hrvaške, pa še nek Nizozemec. Pa tudi, bil je pa en starejši gospod iz Kenije, ampak on je pa delal v Evropi in je vedel pa za neke te evropske športe in vse in je rekel pač da. Ampak ta Kenij je zanimivo, bil je starejši gospod, moj cimer v sobi in kad ti prije nekdo, ti tam ležiš pa vse, pa čist presenečen, ti si pa ta gospod, gledaš ti svoj film, vse gor še brez signala in tam, ti si me res presenetil. Pa so dobila še dva mlajša mladeniča iz Kenije in ti kar nekaj predsotkov dajo, da so to neki Afričani dol, kmetijci in vse to, ampak te fante, ki so bili z mano gor, to so bili vsi neki računalničari, vsi takoč anglešk bolj, kaj jaz govorili in te prav malo impresionira, presenetijo, sicer so to gotovo malo bolj premožne familije kot nek povprečje dol, ampak še vedno ti kar malo odpre perspektivo, da tudi dol imajo gotovo šole in vse nek poskrbljeno, da tudi te fantje znajo, premorejo veliko znanja in bo gotovo še veliko ustvarjalo na tem svetu. Zelo zanimiv pogled se mi zdi to, da govoriš naprimer tako v Afriki, nekdo, ki toliko potuje kot ti. Katera država, oziroma bom drugače vprašal, a sploh imaš čas, kadar potujete, ne vem, na Norveško, na Finsko, zdaj v Rusijo se pač ne gre, ampak v Ameriko naprimer, a imaš sploh časa kaj, da zaužiješ to, kar v bistvu ta kraj ponuja, ali je vse samo fokus na trening, kvalifikacije, tekmo? Mislim, jaz sem tako narejen, da največ časa za, ko bi rekel, spoznavanje kulture je tisti nedeljo, ponedeljek si še prvoščeš, da nekako malo odklope skoke, da malo reseta probaš narediti in glih Amerika recimo je Super Bowl, smo imeli zdaj 2 leti tekmo in da greš pač malo ven v kakšen lokal na večerjo, da malo vidiš, spoznaš, kako ljudje to dojemajo, vidijo. Nekaj časa si vzameš, ampak zdaj tako, kultura, ki me najbolj impresionira, so še zmeraj Japonci. Pač Japonci, njihova, sploh Sapporo se mi zdi, ker še ni toliko skomercializiran kot nek Tokio. Pač Sapporo mi je res tako noro ulikani Japonci, vse prijazni že toliko, da ti malo nerodno včasih, vsak se za svoje skrbi, vsak za svoje briga. Ne vem, noben te ne pusti, da boš opravljal svoje njegovo delo, ne vem, pa so tam ground stewardese in daš une torbe smuče, pa una vsa suha trlca stewardesa, une dile so težke 30 kil, ki so napakirane v žakelj, plus še kakšna ostala oprema, ona pa mogoče z 40 kilom premika vse okol, ki se ti kar tako, pa če ji hočeš pomagati, ti ne pusti, to je njeno delo, to je njeno poslanstvo, tako bo ona to naredila. Ampak oni vse na ta princip delajo, svoje življenje, svoje delo, pa ne glede na to, a je tam, ne vem, smetar do, ne vem, do taksista, do nekega poslovneža, vsak svoje življenje jemlje kot poslanstvo in tako tudi opravlja svoje delo.
A so ti vsa ta potovanja, vse to ob športu ogromno dala? Oziroma, a ti dajo kaj? Ker glede na to, da imaš še vedno 25 let, da si mlad fant, ne, si videl ogromno sveta in verjetno ti to da neko, ne vem, širino ali pa drugačen pogled na svet, no? Ja, sigurno malo lažje razumeš, pa malo bolj vidiš, kam se svet vrti, obrača, pa tudi, da razumeš svojo okolico in da mogoče malo lažje pač dojameš, zakaj nekdo tako razmišlja ali pa zakaj nekdo tak kot je, ali pa da pač ne moreš vse v en kalup metati, pa vsak let imaš mogoče kakšen predsodek malo bolj pospraviš ali pa kakšno mišljenje nekam pospraviš, ker si ga imel prej. Pač kot je pravim, danes ni nič več garant, nič več ne moreš reči, to je pa to, ne. Ker vsak ima nek svoj pogled na stvar. Ne vem, pa kaj greš po svetu, vidiš predvsem kulturno, kako ljudje razmišljajo, kako oni vidijo, kakšen imajo vdik na vse in to pa je nekako skrb zložiš, da res toliko različnih pogledov imamo na eno in isto stvar, toliko različnih razlag, da poj pač težko vse res rečeš, to je pa to. Ne vem, kako se je izrazil konkretno, ampak mislim, da se dojame, kaj mi čem povedati. Sej zato morda še pod vprašanje, ob vsem tem fokusu na šport, na vse te stvari, ki te še zanimajo, s katerimi se ukvarjaš, a ti ostane kaj časa za morda tudi beganje možganov, da bi spremljal te aktualne stvari, ne vem, poročila, finančne, ne finance že, politika, gospodarstvo, vojne. A ti to vzame kaj časa, te to, ne vem, zaposluje, ali rajš temu rečeš, ne, to ne bo del mojega ukvarjanja? Jaz sem tak čujen tip, da če pri meni pogledam screen time na iPhonu, ima CNBC več časa kot pa Instagram, tako da jaz zjutraj, ko se zbudim, ali pogledam RTV Slovo ali CNBC ali pa Nepremičnine. Nepremičnine so mi še vedno tak ko bi rekel, cukrček za možgane, pa ne da konkretno zdaj kaj iščem, ampak mi je všeč pogledati, da vidim, kaj lepega pogledati, pa tudi ne vem, po svetu greš razne stvari gledati, kakšni so procesi prodaje, kako tam, kje funkcionirajo te stvari, kakšni so, ne vem, escrow procesi za razne stvari. Prav površinski pa Domen Prevc ni viden. Ja, pač res me kakšne zanimive, tako pač, take stvari me zanimajo, se pravim, tako, ker imaš do kakšne serije gleda, jaz to rad pogledam, to rad preberem. Mislim, se tudi kakšna banalna serija vmes pride, imam tudi kakšno obdobje, ki me poj, ne vem, zaidem v neka 90-ta kakšna serija gledati. Ampak spet je pa to nek kontekst, da mora biti to pa v New Yorku, da mu vidiš un vibe njihov in vse. Ampak predvsem pa rad, ja, pač to take stvari me zanimajo, pa ne vem, jaz se spomnim, ko sem že majhen bil, Jameson Edition Luxury, ki imaš si mapco odpreš in gledaš une nepremičnine po svetu, to, ne vem, to od majhenga jaz s tem rad kravžam možgane. Eno vprašanje družinsko seveda, ampak ga moram postaviti, ker sem imel tukaj možnost in čast govoriti z očetom pa z Petrom. Kako je možno, ali pa zakaj je to možno, da iz ene družine, kjer vas je 5 otrok, 4 postanete vrhunski skakalci, ampak v resnici tako različni ljudje, s tako različnimi pogledi, ampak s tako trdnimi načeli. Dobro, za najmlajšo hčerko še sestro ne bom nič govoril, ker jo ne poznamo, ampak težko bi rekel, da ni tako preprosta, ampak pač tako prijetna, kot ste vsi ostali, no. Ja, ima da reči zelo prijetna, ampak kako bi rekel, načela in vrednote ima pa vse iste. Pač jaz glih tako sem, pa ker razmišljam za nazaj, jaz očeta nikoli nisem slišal jamrati, ali pa da bi karkoli mu bilo težko, ali pa karkoli bilo težko narediti. Pa je veliko dela, pa je hitro zjutraj vstati, pa vse otroke razvoziti. Pa poj, ne vem, bo po celem dnevu prišel domov, pa še doma v kolbajte nekaj delal, ali bo še nekaj v gošo delati. Pač res so neke vrednote, delo, da pač delo je tisto, ki je moja prioriteta, da to mora biti poštiman, šola mora biti poštimana, biti spoštljiv, pozoren,
marljiv. Pač neke te vrednote od majhnega, pa ne, da bi nam to govorila ali pa karkoli. Se mi zdi, da so bolj kazala. In pa s temi načeli, ki jih pokažeš, da se ti usidrajo noter. Mislim, se pač dejstvo je, če 4 otroci nekako približno uspejo, pa da so v redu v življenju, pa neki starša morata v redu delati. Ne? Tako da jaz sem zelo hvaležen, da sem odrastel v tak familiji, kot sem, da imam tako, kot sem, da sem imel tudi take stare starše, staro mamo, da so jih tako vzgojili, taka načela dal, ker to je od njih gotovo prišlo. Zdaj sta pa ona dva, da so to komponirala pa naredila. Evo, so tudi oče v podcastu dobro rekel, da je lažje biti star oče, kot pa oče. In to tam je bila dobra, da pač včasih se spomniš, pa zdaj, ko majhne otroke gledaš, pa starše, pa njihovo dinamiko, pa malo se sebe spomniš, pa vidiš, da je veliko bi bilo lažje njemu kaj pustiti, pa naj pustiti sceno tam, da bi bilo na računalniku ali pa karkoli, pa pojo lik rega, pa slabe volje, ne sem, ampak s tem, ki ti vcep take stvari, da pač moraš delati to, kar boš delal, pa priden, to boš pa nagrajen nekako v življenju in da ta princip poj na realne stvari neseš, ne sem to, zdaj pa toliko cajt lahko na računalniku, kot bom tam delal, pač je druga vrednota, toliko računalnika, toliko dela, ampak tam je pa tako, pa je to, kad boš priden, to, kad boš ustvaril v življenju, to boš monetarno nagrajen, da se lahko prvošil druge stvari v življenju, ki si jih mogoče malo bolj želiš, kot pa jih delati. In pa je nekako to miselnost preneseš tudi na skoke, kaj vse lahko še narediš, poleg tega ti prinese pa tiste res prave rezultate. Še ta mirnost, to me tudi zanima, ne? Ker veliko potuješ, videl sem zdaj na Instagramu tvojem, da si bil, ne vem, v Milanu nekaj, ali je bila sam neka fotografija ali nekaj, ampak... Krk, ta klasičen slovenski dopust. No, in zdaj ravno to klasično vprašanje. Glede na to, da si na vrhu rampe popolnoma miren, a v avtu, naprimer, če treba uro pa pol stati, a si tam tudi miren? Ali zmoriš, pa rečeš, pa kaj to? Ne predstavljam si te, ne vem, da bi se ti razburil. Mislim, tudi se razburam, ampak ne vem, zdaj bolj se sam nad sabo razburjam za kakšne neumnosti, ki jih jaz naredim. Za to v koloni stati, pa to pa ne vem. Pač podcast si prižgem, če mi zamudil, mi zelo nerodem, pokličem, mi zelo žal, da nisem prej mogel štartov ali karkoli predvidel tega. Ampak ne vem, tudi zdaj pa sem s Krka šel v Pulo, pa sem mislil, da je to za Vogalen, sem ugotovil, da je to v bistvu dalj kot Ljubljana, časovno, pa so bile še tam neke kolone, ampak pač si podcast prižgal, se zato tudi vi ustvarjate, da smo mogoče malo manj nervozni na cesti, da mogoče, ja, ne bo kar gužva, da do konca lahko poslušal ta podcast, ampak ja, nekako to mirnost držati, prenesti, ker pa z neko ihto pa jezo včasih več škode narediš, kot pa da se umirjeno lotaš kakšne stvari, a pa tudi če možgani niso, tako kot pravim, pač da se lotaš tudi treninga, pristop v vsaki stvari, da je tako umirjeno, da imaš glavo tam, da mogoče, če ni zdaj glih, da si vzameš 5-10 minut, ali pa tudi ne uro en dan, če nisi tam z glavo, da se spraviš red, da pa lahko stvari podelaš, koliko se zagre. Eni kompenzirajo to mirnost, pa vso to fokusiranost, potem s kakšnimi hitrostnimi športi. Videl sem tvoj avto, a imaš rad hitrost ali pa avtomobile. Za skakalce to kar velja, ne? Da nekateri pač rečejo, takrat pa lahko. Pa jaz nisem tak, da bi bil prav ne vem kva divjal, pa da bi se rad zdivjal na cesti. Tudi ne vem, na pisto nikoli ni nič kaj vlekel. Mi kakšne druge svobode. Zdaj sem bil z enim kolegom na barki, to mi je bilo meni po dolgem cajtu spet nekaj neverjetnega. Ali pa ne vem, v Tanzaniji taka čist banalna stvar z džipom, se po prostranosti voziš, pa da ti veter piha, pa da te ziba, pa da se ti pokrajina rola. Take stvari me nafilajo endorfine. Ker ne vem, adrenalin, ne vem, zdaj bi bilo zelo neumno, da bi na cesti tako dirkal, pista spet, ne vem zakaj. Me še ni prepričal, da bi se to, gokardi me niso nekako toliko prepričali, da bi rekel, to je to, ne. Neki hitrost je neki, ampak glede na povprečno porabo na mojem avtu, težko rekel, da imam prav težko nogo, ker
ne vem, se tudi po moje prvrtašu serviseriji včasih začudijo, kako to nizka poraba, ampak jaz sem klasičen Gorenc, povprečna moja vožnja je, dam v eko mode, luputa zaprem, podcast naštimam in gremo točka A do B. Nisem te veliko spraševal o skokih pa v novi sezoni, ker verjetno te v tem bodo vsi novinarji še spraševali, ampak vsem pa ne moramo mimo olimpijskega leta. A je to, ker je na 4 leta nekaj največ v življenju športnika, to 4-letno obdobje in potem leto pred olimpijskimi igrami, oziroma to sezona, ta zima, ki prinaša ta največji izziv. Ja, se je tudi svetovno največ tako, je to praktično edina stvar, ki v športu šteje. Lahko se vse ostalo, ni ne vem kaj, ampak če imaš pa olimpijsko medaljo, če imaš to okoli vratu, si pa nekje zapisan, da imaš to in pač meni je z tega vidika, pa tudi za mene, za moj ego, ali kako bi se izrazil, za moje želje, za to, kar si jaz nekako od majhnega gor delaš, za to želiš, mi je to in nekako takoj po sezoni sem jaz že tuhtal, tako pa tako opremo, vse to bi rad, da se maja to podestira, čez poletje to pa to naredi, da zaštartamo sezono tako, kako se zagre in da pridemo pršimani in pripravljeni na uno medaljo. Pač unkliker je bil pri meni, pač Trondheimu letos, da jaz to lahko, da dejansko verjamem zdaj sam sebi, pač sposoben si tega doma, ne verjamem sam vase in dele na tem, da neguj to, pa še kdaj lahko to dosegel. Koliko pomaga, da imaš sestro Niko? Veliko, ker sam sebe bolj negujem, bolj gledam, bolj usmerjam, da sem lahko njej po nek zgled, da me mogoče ne da me ona direktno brcne v rit, ampak da moraš biti odgovoren, moraš pokazati to, da me ta miselnost bolj brcne v rit, da naredim še tistih dodatnih nekaj procentov, ki jih mogoče sem prej mal prikrival, ali pa ko bi rekel, da nisi bil toliko noter pri zglavo pri stvari, da si malo bolj igral, da si mogoče kakšno stvar malo bolj popustil, ampak da zdaj pa res noter, pa gotovo bom še za eno leto še kaj odkril novega, da sem lahko še bolj noter in vse. Pa vsak let odkrivaš, probaš dati čim več noter v skoke, čim več stvari pobereš iz različnih področji in upaš, da čim bolj to vpliva pa tudi na tvojo sestro. Ne vem, Janja Garnbret, Tina Trstenjak, zdaj tvoja sestra Nika. A se ti zdi, da imajo punce, ženske v športu mogoče celo več težav, zato ker se morajo v tem svetu bolj dokazati, ali pa nekateri reče, ženski skoki, naprimer, ali pa ne vem, sej pleza jih pa samo toliko mal. Ampak v resnici, ko pogledamo, imamo mi take neverjetne dosežke tudi v ženskem športu, da res sam kapo dolno. Ja, seveda, pa one imaš še to težen, da ne vem, sploh pri skokih, jaz se ne predstavljam, da imaš ti takšno variabilo tudi v občutkih, pa dnevnem počutju ali pa mesečnem počutju, pa da vse to skomponiraš v neko dobro tehniko skoke, pa da svojo glavo naštelaš, pa da se ne pustiš vsem, ko bi rekel, z vabilom ali pa vsem lagodjo, da bi se prepustil temu, ampak da imaš glavo naštelano, plus vsi pritiski in vse, da pa izpeleš tako, kad je Nika speljala, res kapo dol. Pač mogoče je malo manjša konkurenca, da se bo čez nekaj let to kar izboljšalo, ampak... Sam je pa ona tok pred konkurenco, naprimer, ne? Ja, ona je nora, ona je, za moje pojme, ima tehnično bolj dovršen skok, kar se tako, mislim, bolj dovršen, ima zelo dovršen skok in težko, mislim, jaz težko vidim, kaj točno bi še pri njej izboljšal. Trenerji imajo malo bolj lud za to, ampak res kapo dol, ampak ne toliko samo to tehniko in vse, ampak to, da je zdržala ves pritisk, naredila, udelala tako sezono, kaj da je, mislim, res občudovanje vredno. Še eno vprašanje sem rekel, da ti pa res moram postaviti, ko sem gledal ta skok, mislim, da je bil ravno v Lillehammerju, kjer si skoraj padel in na koncu si padel, ampak če sem prav pogledal video posnetek, si vmes med letom prijel celo smučko. A to vadite?
Mislim, zdaj konkretno ne vadimo to, da se spet in delam dol, furamo pa preverimo, ampak so pa druge vaje za reakcijo, reakcijski čas, kakšne gimnastične vaje, da ti kakšen trigger sproži, ampak ti se še meni, ne vem. A je to v podzavesti bilo? Ta prijem Se je to, ki se odvija, da nimaš ti prav veliko časa, zdaj mi pa dilo odpel, zdaj pa jaz prijel, ker to je tako, klek ti naredi. To je tako, kad se po avtocesti pelješ, pa ti mušica nalima na okno. Zdaj pa ti v cajtu stega roko, pa naredite, ali pa ne vem, brisavc glih tisti moment v klop, da se ne bo mušica zaletela v okno, sem bo brisavc, ampak ne vem. A ta posnetek si večkrat pogledal kot svetovni rekord. Ja, ta posnetek, ampak vsi so mislili, pa ti si čist nor, da to zdaj gledaš, ko je s tabo, skoraj si obrnil to Pač mene pa zanimalo, kaj se je dejansko zgodilo. Kaj je bilo, kje sem ga jaz kiksnil, kaj nisem naredil prav, enostavno nisem dovolj noč zgleda zapel, je bil klin gotov, kaj po strani, je bilo malo snega noter. In to me nekako poizgleda adrenalin ali ne vem, kaj je ta reakcijski čas, me je rešil, da mi dilo ni odpel čez, pa da me ni čez zasukalo, ker pa če bi na hrbet preletel, bi bilo lahko posledice dosti hujše. Ja. Še ena stvar, ne? Ko v skokih rečemo, da je nekdo padel, kot se je na primer zdaj tebi zgodilo, ali pa se je večkrat že, potem se vedno poberete. In to se mi zdi tudi ena taka stvar, zato sem toliko vesel, kadar imam možnost gostiti tudi kakšnega športnika, vrhunskega, kot si ti. Kako pa ta del vpliva? V resnici bom tako vprašal, kako se tega naučiš, da po vsakem padcu res lahko ostaneš? Kaj je tisto, kar te dvigne? Ker dostakrat v življenju poslušamo, ti si rekel, moj oče nikoli ni jamral, ampak v Sloveniji poslušamo veliko enega jamranja, potem pa športnike vzamemo za nek zgled, ampak ponavadi nočemo slišati tisto, kar vi poveste, tiste najtežje stvari. No? Ja, ostaneš pa greš, nič nekaj za filozofirati. A so sam se smilo, bo kaj bolj, ne bo, tako da enostavno greš naprej, pri skokih je celo tako, da se jaz zelo rad grem, če je opcija, da greš takoj po padcu, greš še en skok narediti, da nekako prebiješ ta strah, da možganim rečeš, se je v redu, se znaš, se ni nič hudega, da nekako pomiriš tudi samega sebe, da se je to slučajno zgodilo, da se to ne bo več gotovo ponavljalo. Pa še to je, na priskokih samo mogoče zgleda velika hitrost, veliko vsega, ampak nekako se sile zelo lepo razporedijo, pa je še skakalnico, tudi če padeš, ponavadi ni hujših posledic, da ni tako kot v avtu pri 50 km/h, pa se zabiješ v zid, ne, tle, kljub tega, da greš 90 km/h, se sila razporedi čez celotno skakalnico, čas pojemka je dosti manjši, tisk se malo na sile spozna, ve, da ni taka sila na telo, enkrat pri formuli, kdaj kaj pride, pa se zaleti v zid, pa to gejo zaračunajo. Ni spet to kriza pri nas, da bi rabil kaj, ampak vsake toliko cajt se pa zgodi, kot je bil Tander, recimo, ki je prebil, ker ti so pa res sile, pa predvsem je še to, skakalci, zgoren del si zelo ukrnjen, si zelo suh, tudi mišičnih masa nimaš, ne vem kaj, kar delaš na tem, ker je pač šport tak, da moraš si s kilažo si omejen, oziroma probaš čim več mišične mase, kar je imaš v trupu in v nogah, zgoren del je pa zelo ohromljen in nimaš pač nekega balasta mišice ali pa manevra, ki ti bi ohranjal ali pa držal kosti pa ostalih notranjih organov zelo varne in z tega vidika je mogoče malo bolj rizično, malo hitreje se marsikomu kaj zgodi, ampak zato pa treniramo, pa je zelo pomlad take stvari, pa ne vem, pa so kratke smuče, pa je stabilizacija zgornjega dela trupa, pa kaj smehen se sploh navajaš, kako padeti, kaj narediti, kako reagirati. Pač se da veliko narediti, ampak zdaj, da se vrnem, sem malo zašel. Ne, se v redu, sej. Ampak, ja, kako se pač, čim manj jamra, čim več narediti, tudi če ti ne gre po padcu, če rabiš pregrist, če rabiš dlje časa, boš pa dlje časa rabil, da pregriješ, priješ nazaj spet na tisto formo, kad je rabiš. Jaz sem imel kar v Planici, sem par let nazaj padel na 120 metrski, pa se mi zdi, da sem kar en lep čas rabil,
da sem tehniko možgane prepričal, ja, se bo v redu, se lahko greš direkt z mize. Ker sem imel nek tak čuden predgib, se je pojavljal, ki mi je škodil, pa tudi se je že na druge skakalnice prenašal, ampak greš, pregrižeš, delaš na tem, tudi ne vem, na suhih treningih, posod drugje, ne sem tam na unem primeru, da na skakalnici misliš, da sem pa tle sprejen, ampak na celotno življenje prepričaš pa narediš tako, da pa tudi tam pride do spremembe. Koliko skočiš iz mesta? Zelo malo. Res? Mislim, jaz sem po mojem en tistih primerov, ki se vsi čudijo, kako ta človek toliko malo skoči tle v dalino, na skakalnici pa kar to gnese. Če jaz primerjam se sebe z Anžetom Laniškom, sva svetovna narazen. Jaz skočim na dober dan 2,60 m, on pa 3,30 m, če je treba. Pa tudi, preskok virca v višino, bo on kamot 1 meter preskakov, jaz bom imel pa pri 80 cm že težave, ampak imam pa zato na srečo druge sposobnosti, ki mi pač omogočajo pri skokih, da lahko skačem tako delež, kot skače. Če sva začela skoki, pa ker si skakalec, bova še tako končala. Prebral sem po tvojem skoku, potem ko si že imel nekaj intervjujev, po tvojem svetovnem rekordu, ja seveda se da leteti še dlje. Ryoyu Kobayashi je sicer na neuradni tekmi, a ne letel skoraj 300 metrov, a ne, takrat? 291. Kje je meja za Domna Prevca? Ja, ne vem, pač moje sanje želje, če bi meni še eno tako skakalnico naredili, ne vem, 4 je ena taka lepa številka. Zdaj bo marsikdo mislil, da sem nor, pa vse, ampak ne vem, 400 metrov. Tam, če pogledamo profil na tisti skakalnici, ki je bil Kobayashi, je še en kup prostora spodaj. Pa tudi sem se z Janetom pogovarjal, je rekel, pač, ko prijaš ti v eno fazo, eno hitrost, ko te odnaša tam, pa če skontroliraš vse skupaj, bi se dal še zelo, zelo daljš leteti, ampak tle je bilo zelo na hiter. Kobayashi preletel v Reykjavik v 9, prišel na prizorišče ob 11 zvečer, naslednji dan pa v 5 že upremo nadeval nase. Tako da tam se mu je zelo hitro odvijal, zelo hitro vse, pa ki ti on še v zadnje razloži tega, še bolj spoštuješ ta dosežek. Ni bilo 300 metrov, ampak za mene pa res občudovanje vredno, upam, da jo še kdaj to delal. Pa ne vem, da jo še koga druga kot Kobayashi povabil. Odlično, 400 metrov, neverjetno. Domen, hvala lepa za tvoj čas, uspešne predpriprave pred poletno sezono, pol se začenja zimska, tako kot vedno bomo Slovenke in Slovenci navijali za Prevce in za vse ostale skakalke in skakalce. Letos je res olimpijska sezona, nekaj je super, se mi zdi, prinaša, tako da hvala lepa za vse to, kar si povedal. Hvala vam. Ja, z veseljem. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nama, verjamem, da ste se o Domnu Prevcu naučili marsikaj novega, sam priznam, da sem se, in kot je tudi sam dejal, ali pa kot smo ugotovili, pri njemu nič ni čisto površinsko, ampak gre res v globine in to dobesedno, tudi ko gre za polete. Hvala, do naslednjič. SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.